Če mene vprašaš, jaz bi dal Twizyja na 300 konjev, pa da vidimo, kaj se zgodi. A veš, kam grem pa jaz zdaj? Vsi vejo, da se je v Ljubljani začel avtosalon. Končno. Glede na dejstvo, da je danes šele novinarski dan, je tukaj že presenetljivo veliko ljudi. Kaj šele bo med tednom oziroma kaj šele bo, ko prije naslednji vikend. Takrat bo verjetno prišla masa. A kva, ali ne bo? Se ne vem. Zdaj pa pičemo ta prvo halo, da vidim, kaj dogaja. Prva hala, na katero sem nabasil, je tako zelo francoska in ta prva znamka, ki sem jo videl, je bila Renault. Kaj sem jaz malo razkomotil, prav? V bistvu sem hotel povedati to, da če katera znamka na tem avtosalonu še najbolj slovenska, je pol je to valjda Renault. Leke mi žila glupa, če vam gleda. In če pol temu dodaš še preprosto dejstvo, da me folk po back-channelih, po mailih pa po sporočilih ves čas gnjal Ciril, kva bo Renault pripeljal v Ljubljano. Pa tudi drugače vidim, da je zanimanje za to znamko ogromno. Tako da jaz nisem kaj dosti razmišljal, jaz mislim, da je edini pameten, da naredim jaz en vlog, ki bo posvečen Renaultu. Zdravo, Matija. Jaz ga videl Matijata, v bistvu me je glih zmotil, ker sem hotel povedati, da je Renault pravzaprav znamka, ki ima tukaj na tem salonu največji razstavni prostor za jurja kvadratnih metrov. Razpon cen razstavljenih vozil je pa od 8 pa do 50 jurjev. Pa načeloma vse skupaj izgleda dosti podoben kot v Ženevi. Mislim, veš, podobni avti. No, ajde, punce, te so pa lepše, definitivno. Zdaj pa, da ne bom zabluzil, gremo po vrst. Pa ne vem, zakaj ne bi začeli pri največjemu. Lega, to je Renault Koleos. Jaz sem tiste osnovne stvari v tem avtu povedal že v Ženevi, tole je pa njegova slovenska premiera. Zdaj, kar se cenovne umestitve tiče, pa Renaultu trdijo, da bo ta avto umeščen med Talismana pa Espasa. Tako, jaz z osnovnimi tehničnimi podatki ne bom utrujil. Lahko pa povem eno drugo stvar. Renault je namreč že povedal ceno za unga ta boljš opremljenega. To se pravi 2.0 dizel, najhujša oprema, inicial pari, tista ta res fina, avtomatski menjalnik, pa štirikolesen pogon, cena takšnega avtomobila bo tam okrog 40 jurjev. Zdaj 40 jurjev se sliši veliko, ne, ampak tudi ta avto je ogromen, pa kar dobro nafilan z opremo. In to vse skupaj tukaj je po oblikovni plati že dovolj znano, pa tudi vmesnik že kar dobro poznamo, ne. Ta prvi ga je pripeljal Espas, pol Megane, pa tako naprej. Če bi vedel, koliko je noter vroče, jaz imam dosti, gremo naprej. Zdaj preden pičim na druge avte, pokažem še Talismana, Senika, pa tukaj le karavanski Megane, tam le zadnji pa še ta navaden Megane. Evo, tole je pa druga slovenska premiera pa Renaultu, Renault Captur. Tudi tega smo že videli v Ženevi. Zadnji recimo se še najbolj vidi, če so lučke prižgane, zato ker je vsebina luči malo drugačna. V spredi so pa oblikovalci popedenali odbijač, masko, žaromete, da vse skupaj malo bolj popedenali, malo bolj nategnjeni. Ena od osnovnih sprememb pri tem avtu je pa tudi to, da se osnovni nivo opreme ne imenuje več ekspresion, ampak zen. Kar se cen tiče, te bojo ostale čisto iste, kar so bile prej. To pomeni, da bo avto na voljo od 13.990. Ne, čak. Ja, ne, 13.990, ja. Pa še en razmeroma pomemben podatek za tiste, ki si svoje male križance radi na full opremite. Ta avto, Captur, bo prvič na voljo z opremo inicial pari. Zdaj pa, če sem čisto iskren, ti avti so vse super, pa zanimivi pa to, ne, ampak Renault je sem pripeljal tudi en zelo poseben dirkalnik. Tist avto, ki je v bistvu en tak brand builder, da malo vtis naredi in brez skrbi, vtis je na redu. Jaz mislim, da nič ne pretiravam, če rečem, da je tole eden najbolj atraktivnih avtov, ki jih lahko tukaj v Ljubljani vidite. Ta dirkalen bolid z nemogoče velikim spoilerjem se imenuje RS01. Zdaj bom pa jaz za sekundo tih, pa ga bom malo pokazal. Prav. Ja, misliš, da če ful lepo prosim, da me spustijo noter? Veš, v to zadevo zlez noter je bolj težko. Zaprl sem vrata. Jaz se mi sploh vidimo, jaz sem skrit v škoki. Zdravo! Jaz v taki škoki še nisem bil. Misliš, da če da mu ho zraven, da se kje sliši? Ful bi rad pokazal, kako tukaj noter zgleda, pa ni nič placa. Hotel sem povedati, da ta avto tehta nekaj čez tono 200. Poganja ga V6 turbomotor s 550 konji. Pogon je valjda zadnji, tukaj v kabini pa kraljuje nič drugega k carbon fiber. A ni čudno? Je meni vse kul pa prav, ampak v tem trenutku razmišljam samo to, kako bom jaz tako najpol elegantno ven zlezel. Leva noga, rit, glava. Pa desna noga. Leva noga. Rit. Glava. Pa desna noga. In to je to, kar se tiče tele rumene zvari, pa vse te lepote, ki je zraven zbrana. Ja, pa da ne bom pozabil, ne, Renault je sem pripeljal tudi svojo zeleno floto, pri kateri je pa ta glaven tale, ta nov Zoe. To je kar Renault trdi za njega, da ima 400 km dosega. V bistvu realnih 300, ampak, veš, veliko več, kot imel pred prenovo. Tole je pa Twizy. Če mene vprašaš, jaz bi dal Twizyja na 300 konjev, pa da vidimo, kaj se zgodi. To je to, kar se tiče Renaultovega razstavnega prostora. Pa ne samo to, s tem se zaključuje tudi prvi vlog Komotar minute tukaj v Ljubljani.